Lepo pozdravljeni vsi novinarji, ki ste se nam danes kljub natrpanem urniku in dogodkom, ki so tudi iz naše hiše lahko pridružili. Govorili bomo o publikaciji Usmeritve za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave. Publikacijo je pripravila ekspertna skupina in večina, oziroma skoraj celotna ekspertna skupina je danes tudi z nami. Publikacijo je izdala Zdravniška zbornica in predstavila, člani ekspertne skupine bodo predstavili, kaj pomeni ta koncept, ki je za Slovenijo morda bolj nov. Na začetku pa prosim profesorico doktorico Bojano Brejović kot predsednico Zdravniške zbornice, da nam poda nekaj uvodnih iztočnic. Torej, lepo pozdravljeni. Zdravniki, Zdravniška zbornica predstavljamo sicer samo en del vseh teh zdravstvenih procesov, o katerih ta projekt govori. Mislim pa, da kar bistveni del, ker smo pač nosilci zdravstvene dejavnosti na večini področji. Zdaj, kakovost je za zdravnika ponavadi utemeljena z znanstvenimi dokazi, ki utemeljujejo naše posege, naše obravnave. In seveda potem merjena s kazalniki kakovosti, ki so ponovno čim bolj znanstveno utemeljeni. Ampak po drugi strani pa seveda je kakovost najbolj pomembna za uporabnika naših storitev, za pacienta, pri katerem pa so lahko njegovo mnenje, njegova stališča o tem, koliko je poseg prispeval k izboljšanju njegovega zdravja, drugačna od naših pričakovanj, ki so, kot sem povedala, osnovana na zaključkih znanstvenih raziskav. Lahko se zgodi v posameznih primerih, da poseg tehnično izboljša delovanje določenega organa, določenega procesa v telesu, pa ne prinese k izboljšanju zdravja in dobrega počutja bolnika. Zelo pomembno je, da v postopku obravnave oziroma da celotno obravnavo pacienta združimo tako, da združimo znanstveno dokazan konkreten uspeh z tem, kar pričakuje pacient. In z večjo opolnomočenostjo pacientov, ljudi, ki zdravstvene storitve potrebujejo, seveda pričakujemo, da bodo te zahteve še bolj izražene in prav je, da zdravniki na te zahteve znamo odgovoriti in skleniti to verigo pričakovanj. Jaz bi samo toliko za uvod povedala, seveda avtorji vam bodo bolj podrobno razložili, zakaj gre. Najlepša hvala. Z nami je tudi profesorica doktorica Valentina Prevolnik-Rupel iz Inštituta za ekonomska raziskovanja. Bila je predsednica te ekspertne skupine, ki je pripravila usmeritve, tako da vas kar prosim, če nam predstavite lahko koncept. Hvala. Se pravi, za nami vidite naslovnico usmeritev za vpeljavo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave v Sloveniji. Avtorji usmeritev vidimo na vrednosti temelječo zdravstveno obravnavo kot izjemno priložnost za povečanje učinkovitosti zdravstvenih sistemov. Ne le v Sloveniji, pač pa povsod po svetu. Ne le Slovenija, torej vse države, vsaka po svoje, seveda, ker imamo različne zdravstvene sisteme, se borijo z naraščajočimi stroški zdravstvene oskrbe, neracionalno porabo denarja v zdravstvu, kot tudi za neenakostjo kakovosti storitev, se pravi storitve oziroma kakovost je neenaka tako med posameznimi zdravstveni timi, med posameznimi izvajalci, če želite tudi med regijami in tudi med državami. Navkljub dodatnemu financiranju, da bi to naraščanje zdravstvenih izdatkov oziroma neenakost nekako v kakovosti odpravili, težave ostajajo enake. Veste, da smo veliko denarja vložili recimo v skrajševanje čakalnih dob, težava je še vedno enaka. Izvajanje storitev, ki vrednosti za pacienta ne prinesejo, obremenjujejo zdravstvene izvajalce in so tako zapolnjujejo kapacitete in so kot tak eden od razlogov za podaljševanje čakalnih dob. Torej v usmeritvah smo avtorji raziskali
smo avtorji raziskali možnosti uvedbe na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave, ki jo s kratico imenujemo NAVTES v Sloveniji. In da bi povedala, kaj to je NAVTES. NAVTES je sistem, kjer pacienti in vsi ostali deležniki skupaj in usklajeno definirajo uspeh. Se pravi, govorimo o tem, da zdravniki in ostalo zdravstveno osebje, medicinsko pa tudi nemedicinsko, s pacientom sodeluje in poišče skupno definicijo uspeha. Zdaj, definicija uspeha, kot vidite na prosojnici, je zagotavljanje izidov zdravstvene obravnave, ki so pomembni za pacienta ob najnižjih stroških. In to imenujemo vrednost. Vrednost za pacienta torej postavljamo avtorji v usmeritvah kot osnovni cilj in mu skušamo prilagoditi ostala področja v zdravstvenem sistemu na tak način, da se lahko vrednost za pacienta dosega. Kako smo se avtorji tega lotili? Kot izhodišče smo uporabili implementacijsko matriko, ki jo je pač pripravil EIT Health in smo pogledali po posameznih področjih v matriki, ki jih je 8, smo pogledali, kaj je potrebno v Sloveniji narediti. Kot prvo področje izbira zdravstvenih stanj. Področji, ki v največji meri izpolnjujeta kriterije za uvedbo NAVTES smo avtorji definirali ortopedijo in kardiologijo. Znotraj teh področij pa posamezna druga zdravstvena stanja, o katerih bo mogoče več povedal kasneje Dorjan. Kriterijev, na podlagi katerih smo področje izbrali, je pač več, njihov skupni cilj pa je doseči čim večji učinek oziroma spet čim večjo vrednost zdravstvenih storitev oziroma zdravstvene obravnave za pacienta. Drugo področje je NAVTES Team, se pravi sodelovanje zdravstvenega, nezdravstvenega osebja, ki je ključnega pomena. In zakaj mora biti multidisciplinarni tim prisoten? Zato, ker pač omogoča kombiniranje večjih veščin, od zdravstvenih, organizacijskih, ekonomskih, pravnih in drugih. Tim smo zastavili kot majhen tim na nacionalnem nivoju, ki se ukvarja s primerjavo podatkov o vrednosti zdravljenja pri posameznih izvajalcih. Znotraj vsakega izvajalca pa seveda je postavljen tudi tim, recimo, v katerem je strokovni vodja, projektni vodja in nek podatkovni analitik oziroma nekdo, ki se s podatki ukvarja na ravni izvajalca. Naslednji bistven korak pri vpeljavi NAVTES je merjenje izidov in stroškov. Torej izide, da lahko dobimo vrednost, to je izidi deljeno s stroški, moramo izide seveda meriti. Avtorji seveda zagovarjamo mnenje, da pri merjenju izidov uporabimo mednarodno uveljavljene in validirane kazalnike oziroma inštrumente za merjenje vrednosti in jih potem primerjamo s stroški, ki so potrebni za dosego tega izida. Šele če primerjamo vrednost med posameznimi izvajalci, se pravi vrednost zdravljenja za pacienta med posameznimi izvajalci, lahko realiziramo celotno vrednost koncepta oziroma celoten potencial koncepta NAVTES. Šele ko uspemo videti razlike v vrednosti med posameznimi izvajalci, lahko se vrnemo v procese, v strukturo, ki jo ima vsak posameznih izvajalec, prenašamo dobre prakse in jih skušamo izboljšati, tako da je vrednost za pacienta najvišja možna pri vseh izvajalcih. Se pravi, primerjava podatkov o vrednosti nikakor ni z namenom kazanja napak oziroma kazanja s prstom na nekoga, pač pa prenos dobrih praks k tistim izvajalcem, pri katerih je vrednost zdravljenja za pacienta nižja. Uvedba NAVTES zahteva tudi spremenjeno financiranje izvajalcev s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, se pravi, potrebujemo torej sistem, ki vrednost nagrajuje, namesto da dela proti njej.
Avtorji predlagamo plačevanje storitev po svežnjih, ki to omogoča. Seveda pa so nujne tudi druge finančne spodbude, naprimer dodatne stimulacije za dobre kazalnike. Podatkovna platforma je nujna za podporo Navtez, saj operiramo s številnimi podatki na ravni pacienta. Slovenija je glede podatkovne platforme, kot smo avtorji ugotovili, v relativno dobrem položaju, saj se lahko nadgradi informacijski sistem na platformi e-zdravje in rešitev se naknadno vključi v že obstoječe informacijske rešitve. Začetna investicija v informacijsko rešitev je ocenjena na 3 milijone evrov, njeno vzdrževanje na okrog 0,9 milijona evrov letno. Seveda so potem za Navtez še drugi stroški investicije, kot so investicije v kadre, ter druge stroške, kot so recimo usposabljanje, operativna IT oprema, analiza podatkov. Koncept vrednosti seveda lahko prenesemo tudi nekoliko izven zdravstvenega sistema, recimo na področje javnih naročil, ki lahko vključujejo merila kakovosti na podlagi merjenja izidov zdravstvene obravnave. V publikaciji pa na koncu prikazujemo tudi aplikacijo koncepta Navtez na eno izmed področij, in sicer na področje ortopedije. Tako, to sem v kratkem predstavila, o čem govori publikacija, še so pa kakšno vprašanje, pa mogoče kasneje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Z nami je tudi zdravnik, magister primarij Dorjan Marušič, tudi član ekspertne skupine, sicer tudi od 1. oktobra član Strateškega sveta za prenovo zdravstvenega sistema. Tako da to, o čemer je govorila profesor Rupel, prosim, če morda o konceptih, kako smo v Sloveniji na tem področju. Iskrena hvala za organizacijo predsednici Zdravniške zbornice in na nek način tudi potrdilo, da je Zdravniška zbornica oziroma da smo zdravniki pripravljeni za nova poglavja v zdravstvenih sistemih. Pri pripravi gradiva smo želeli ugotoviti, kakšno je stanje duha na področju Navteza. Izpeljali smo anketo med 206 predstavniki zdravstvenega sistema. Začnemo od pacientov, študentov medicine, zdravnikov, predstavnikov podjetij, ministrstva, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, menedžmenta in še nekaterih drugih. Iz tega smo dobili na nekak način uvid v stanje duha. 4 od 5 oziroma dobrih 80% ljudi meni v zdravstvu, da je to splošno koristen pristop oziroma koristno orodje. Nekako 2/3 se nagiba na to, da je ta pristop dober za izmenjavo dobrih praks, za transparenten način financiranja in morda tudi uvedbe nekih novih načinov financiranja. Seveda vsi se pa strinjajo, da postavlja pacienta v središče. Seveda potem nas je najbolj zanimalo, če imamo res tako potentno orodje in orožje, zakaj ga ne implementiramo v zdravstveni sistem. No in tu je zanimivo, da so vsi nekako izpostavljali ravno vire, predvsem materialne vire, finančne, potem kapacitete, torej pomanjkanje kadra, informacijsko podporo. Tu še posebej iz grafa izstopa to, da prav tiste dva akterja, torej minister za zdravje in Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki sta na nek način najbolj odgovorna, izpostavlja to kot največjo oviro. Potem seveda smo pa nekako obrnili vprašanje in vprašali, kako bi pa sploh, kako bi na nek način upeljali tak sistem in kaj bi bili na nek način ovire oziroma na kakšen način bi lahko to hitreje implementirali. Zanimivo je, da se tu izpostavlja ponovno ta področja financiranja, metode plačevanja, reorganizacija zdravstvenega sistema. Na drugi strani pa tisto, kar je osnova Navteza, to pomeni spremljanje dogajanja pri pacientih, to pomeni merjenje izidov zdravljenja in pa na nek način tudi spremljanje stroškov zdravljenja, je pa postavljeno bolj na nižjo točko relevantnosti ali pomena. Morda pa še, če sumiram, na nek način se je izpostavilo to, kar je danes trend pomikanja zdravstvenega sistema, da se bolj ali manj ukvarjamo samo z strukturo, torej z organizacijo, z zdravstvenimi izvajalci in manj z izidom zdravljenja pri pacientih. Zdaj,
po uvidu stanja v zdravstvenem sistemu, kako naprej in katere korake obrati. Menimo, da je najbolje to strokovno gradivo uporabiti pri implementaciji dveh odmevnih evropskih projektov, torej v okviru evropskih sredstev, ki sta bila nedolgo tega zaključena. Ena od teh je novim načinom plačevanja na specialistično ambulantne dejavnosti in pa projekt izboljševanja kakovosti in varnosti v zdravstvenem sistemu. Prvi v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, drugi v okviru Ministrstva za zdravje, oboje financirane iz evropskih sredstev. V teh dveh dokumentih oziroma projektih je bilo večkrat izpostavljena nujna usmeritev k merjenju rezultatov in pa vgrajevanju spodbud izvajalcem na podlagi izmerjenih rezultatov. Kako? Kot prvo je pač potrebno izbrati prave kazalnike kakovosti, samo spremljanje umrljivosti je preživet kazalnik kakovosti in za pacienta ima zelo malo vrednost. Brez informacijske, komunikacijske podlage si takega projekta in premikov na tem področju ne moremo predstavljati. V vsakem primeru pa potrebno je začeti v tistih dejavnosti, ki predstavljata na nek način največje breme. Po eni strani menimo, da je to področje kardiologije, ker so še vedno srčno-žilne bolezni drugi ali prvi vzrok umrljivosti in zato je potrebno na tem področju preboj. In drugo, področje ortopedije, ker je na nek način veliko breme v smislu košarice prvic, v smislu obolevnosti ali pa obolevnosti državljanov in nenazadnje na tem področju tudi zelo veliko kazalnikov. Skratka, uporabiti nujno in pa uporabiti zdravo pamet. V treh korakih izbrati pravi specialnosti, primerne kazalnike in z informacijsko-komunikacijsko podporo pristopiti k izvajalcem z vgraditvijo vzpodbud, ki bodo usmerjeni v rezultate za dobrobit pacientov. Toliko z moje strani, ukolikor bojo vprašanja, bom z veseljem na njih odgovoril. Hvala. Najlepša hvala primarju Marušiču. Zdaj pa prosim še za predstavitev skupine na kratko, tudi še Gregorja Cuzaka iz HealthDay-C, koordinatorja ekspertne skupine, ki je nastala v okviru pobude HealthDay-C pred kakšnim letom, oziroma bo Gregor bolj natančno povedal. Najlepša hvala za besedo. Hvala predsednici Zdravniške zbornice in mojima kolegoma iz ekspertne skupine in vsem ostalim kolegom, ki smo danes tule prisotni. Moje glavno sporočilo je to, da je to rezultat volonterskega dela pravzaprav 11 ljudi. Na koncu se je izkazalo, da je svoj avtorski prispevek dalo 9 avtorjev. In rad bi povedal, da ta skupina si že v samem začetku svojega delovanja zastavlja 2 cilja. Eden je danes dosežen, to je ta publikacija, drugi je pa uvedba. Če se je nam zdelo, da je že ta proces zahteven, ker je bil zahteven, se pravi brezplačno ob številnih obveznostih, ki jih vrhunski strokovnjaki, ki so tu v tej skupini sodelovali, te obveznosti imamo in zraven vključiti še ta čas, in, da gremo študirati, da gremo pravzaprav sodelovati, da se srečamo na vse skupaj 9 sestankih, se pravi skozi lansko leto in letošnje leto je bilo na mesečni ravni organiziranih teh 9 sestankov. Potem morate vedeti, da to pravzaprav ni majhen podvig, ampak to je mala malca v primerjavi s tem, kar nas čaka. Ne strašim, ampak zdi se mi, da se v tem času smo šli skozi en proces, ko se iz skupine počasno nastane ekipa. Ključni del tega procesa je, da ko se zbere skupine ljudi, še ni ekipa, dokler ni zaupanje testirano. V tej skupini je zaupanje bilo velikokrat testirano, moram pa reči, da to, da smo danes tukaj, dokazuje, da smo imeli vsi skupaj zrelost, da smo prišli do ene točke in mislim, da sodelovanje, ki je tu morda eno ključnih sporočil, sodelovanje akterjev, ki imajo različne interese, se je osredinilo pri pacientu in to je tisto, kar je meni všeč. Da zaključim svoj govor, plačevanje potem, da vemo, koliko nekaj stane, imamo v Sloveniji že zelo dolgo časa. Najmanj od kar velja splošni dogovor iz 80 let. Kazalnike kakovosti imamo približno 10 let, ne me sprašati točno, kdaj je bilo uvedeno, tukaj so akteri, ki so to uvedli. Zdaj to povezujemo, se pravi kazalnike kakovosti z
plačevanjem, hkrati pa v to sredino pripeljemo pacienta. To je tista ključna stvar. Da zaključim z mislijo Oscarja Wilda, kdor pozna ceno vsega, ne pozna vrednosti ničesar. To je moje sporočilo. Hvala vsem skupaj. Najlepša hvala. Morda preden gremo na vprašanje, da samo še povem, kdo od članov ekspertne skupine je danes z nami še. To je izredna profesorica doktorica Petra Dušenović-Vonča iz Ekonomske fakultete. Z nami je tudi gospa Biserka Simčič iz Ministrstva za zdravje. Z nami je tudi gospod Janko Burger iz Kozilaba. Poznamo to podjetje kot v bistvu eno bolj inovativnih slovenskih podjetij. In z nami je tudi gospod Janez Bernik iz Roche Slovenija. Tako da zdaj pa vprašanja za goste, ki so tukaj, morda še za koga, ki je z nami v občinstvu. Ni vprašanj. Potem smo Helena Lovičič, Radio Slovenija. Zdaj povedali ste vsebino in namen in vse. Zanima me zdaj, ali bo šlo zadeva naprej, torej če se bo uvedlo to pri nas v Sloveniji, ali je torej podpora glavnih akterjev, se pravi ministrstvo, ZZZS, jasno, zdravniška zbornica verjetno, vemo, če so vsi zdravniki v bistvu pripravljeni tudi za to, spravi, ali ja in kdaj, in seveda kako. Torej, zainteresiranost zdravnikov prav gotovo obstaja in zavedanje tega, da moramo gledati na svoje storitve ne z čistališča tehnične izvedbe, ampak to, kar sem povedala na koncu, kakovosti življenja ljudi. Seveda je pa treba ta koncept med zdravniki še dodatno popularizirati, razlagati, in to je ena od nalog gotovo zdravniške zbornice. Je pa to, kot sem povedala, tudi že en segment. Bistveni so odločevalci, potem pa celoten tim, ki to izvaja. Ker vem, da se je velikokrat poskušalo meriti učinkovitost dela, izide, primerjava med zdravniki, med bolnišnicami, pa ne samo zato, da bi bile stvari objavljene javno, pa da bi bolnik vedel, recimo, kateremu izvajalcu ali kateremu zdravniku, ampak se mi zdi, da ni bilo nikoli to preveč z veseljem, da se je to sprejelo. Niti ne. Zdravniška zbornica je dobesedno iz članskega denarja financirala razvoj teh kazalnikov kar nekaj let. Potem pa ni bilo interesa s strani družbe v celoti, da tako rečemo, odločevalcev, da bi iz tega nastal nek sistem, oziroma, moram reči, bil je interes dobesedno na ministrstvo, te stvari so se povzele, ampak potem pa je ostalo tukaj, kjer je bilo. Je pa bilo izhodišče, pravzaprav veliko naporov je bilo vloženih prav v tej hiši pred leti. Ampak to je samo del to je samo izvajalski del. Potem imamo tukaj še bolnika, ki ima svoje potrebe, svoje zahteve in vedno se ta kakovost izvedbe storitve ne sreča s tem, kar bolnik občuti kot izboljšanje kvalitete njegovega življenja, oziroma kar to dejansko je. Bolniki bi morali biti zainteresirani na splošno, v bistvu zato, da je storitev čim boljša za njega, da mu čim več prinese. Mislim, dvomim, da so ravno bolniki tukaj tisti, ki bi to bremzali. Ne. Ja, morda samo dodam predsednici, da dejansko je v slovenskem prostoru, prav v okviru zdravniške zbornice bil lansiran projekt kakovosti, namreč popoldan in jutri imamo kongres z področja menedžmenta in tam bo tudi predstavil nekaj izsledkov projekta. Zgodovinsko je profesor Painter bil eden od očetov ali pa dedov ali kakorkoli, ker se sivimo v laseh, projekta kakovosti in zdravniški zbornici gre pač tu primat.
Kar se tiče regulatorja in plačnika, so bili pa valovi v tem oceanu, so bila obdobja velike podpore projektom kakovosti in varnosti in pa polne bonace, kjer se je to celo zavrlo. To je pač pokazala analiza zadnjih 20-25 let. Pred vami je pač izdelek ali model, ki predstavlja samo mozaik v celotni tej zgodbi. Morda so dogodki v zadnjem času tisti, ki bodo marsikoga porinili v to, da bo moral videti v to zgodbo. Tisto, kar je na nek način najbolj pomembno, je, da izpostavljamo korake in čas. Torej, večkrat ste slišali danes, da brez informacijske podpore tega ne bo. Brez pravega pristopa v smislu izbrane pravih storitev tudi ne bo. Podpora glavnih dveh akterjev v slovenskem prostoru, Ministrstva in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, pa na nek način bo odvisna tudi od prodornosti izvajalcev in menedžmenta. Jaz sem vesel, zaključujem s tem, da smo na Zdravniški zbornici, kar pomeni, da Zdravniška zbornica je za tak projekt in pristop. Mednarodne izkušnje govorijo pa, da praktično vsi v sistemu pridobijo. Pacienti vemo, to je zaradi njih. Kar sem imel priložnosti poročiti modelov in pa govoriti s kolegi, so zdravniki, ki so v takem sistemu bistveno bolj zadovoljni kot pa ne. Nenazadnje je transparentno, se ve, kako in kaj so rezultati. Rezultati dela vodijo potem tudi reorganizacijo sistema, na nek način financiranje. Bo pa potrebno pri prenosu v naš prostor biti tankočuten in previden, ker imamo bi rekel, precej rigiden sistem in vprašanje, kako bi hiter prenos tega zamajal sistem. Ampak to je danes nuja in k rezultatom se bo pač potrebno preusmeriti. Če bo odvisno plačevanje, recimo, če narediš za izvajalce, odvisno plačevanje ali je ali ni zraven? Ja, večna dilema je v zdravstvenih sistemih, kako vzpodbujati oziroma financirati kakovost, ali če jo drugače obrnem, kaj bomo naredili s tistimi izvajalci, ki ne bodo izpolnili določenega minimalnega kriterija kakovostnih standardov. Ali jih bomo reorganizirali, ali jih bomo ukinjali, ali kaj podobno. Zato na nek način v projekti, ki sem jih omenil tudi tu, sledimo v to, da bi morali najti neko vzpodbudno začetno pot za spodbujanje tistih, ki so na nekem določenem nivoju in obenem skrbeti za tiste, ki tega ne dosegajo. Po določenem času bo pač potrebno zaradi varnosti pacientov reorganizirati ali nenazadnje tudi ukinjati tako dejavnost. Govorimo seveda o elektivnem medicini, ne govorimo o urgentni medicini, ne govorimo o življenje rešujočih posegih, ampak govorimo o tistem, kar se da načrtovati. In ko načrtuješ, lahko načrtuješ tako, da je okolje daleč najbolj varno in da je zagotovljena visoka raven kakovosti. In to, po mojem, moramo zagotoviti ljudem. In veseli me, bom 3-krat ponovil, da sem kot zdravnik v Zdravniški zbornici, ki to podpira. Nenazadnje tudi v uvodniku je to izpostavljeno. Je rekel slep. Ti še želel nekaj dodati, ali potem pa še profesor dr. Petra Dušinović-Penča. Še mogoče sam stališče za ZDS, je tudi Še taka mečka na več. publikacije, ki je v njihov pregovor, kar pomeni, da tudi nekaj kako razmišljajo. Jaz bi spomnil tu prisotne, da je 14.6. tu bila tiskovna konferenca Zveze organizacij pacientov Slovenije, ki jo je že s tem, da smo lahko tu gostovali, dejansko podprla Zdravniška zbornica. Drugi znak podpore je, da je prvi predgovor tega dokumenta je strani predsednice te nove organizacije, ki povezuje 27 članic, ki ima več kot 300 društev pravzaprav. In da govorimo pravzaprav, da je ne samo logično, ampak pravzaprav v res velikem interesu pacientov. Prihajam tudi iz te organizacije, poleg HealthDaya, da si želimo, da nas vprašate, ali pa se smo vsi pacienti, ali smo zadovoljni s to operacijo. Ne gre samo za všečnost, gre za čist funkcionalne parametre, gre za mednarodno terminologijo, gre za to, da pravzaprav vemo, kaj kupujemo.
Tako da ja, odgovor na vprašanje, ali pacienti to podpiramo, odgovor je soglasen da na drugi seji upravnega odbora te organizacije 17. avgusta. Hvala. Hvala. Moj komentar je bil vezan na to, da se mi v slovenskem zdravstvu že leta pritožujemo nad nekim silosnim razmišljanjem, ki ga imamo. Ne? Zlasti recimo, če kot ekonomist zavzamem stran stroškov, mi relativno dobro vemo, koliko seveda damo za akutno obravnavo, za urgentno obravnave in tako naprej. To silosno razmišljanje nas pa seveda zelo ovira. In uvajanje tega koncepta je dejansko ta premik, da gremo od tega silosnega razmišljanja k spremljanju posameznih bolezni. A ne? In spremljanju izidov po bolezni in spremljanju stroškov po bolezni. In to je en premik, ki ga nujno, po moji oceni, v slovenskem zdravstvu potrebujemo. En poudarek je ta, drug poudarek je pa seveda z vidika pacientov, mogoče se je to premalo izpostavilo, a ne? Gre res za kompleksen nabor kazalnikov, zato je to taka velika sprememba, ki bo v zdravstvenem sistemu potrebna, ker mi gledamo doseženo zdravje v sami fazi obravnave, ne? Gledamo seveda številne kazalnike samega procesa okrevanja in pa tudi dolgoročnejši vidik vzdrževanja zdravstva. Tako da ta sistem spremljanja, kaj se s pacientom dogaja, je bistveno kompleksnejši seveda od tega, kar imamo zdaj. Je pa dejansko to ta informacija, ki jo potrebujemo za to, da lahko racionalno odločamo, kam bomo sredstva namenjali. Ampak jaz pozdravljam predvsem ta premik in fokus k posameznim boleznim in stran od nekega silosnega razmišljanja, kjer ločeno gledamo, koliko damo za zdravila, koliko damo za hospitalizacijo in tako naprej. Če danes zdravnik opravi neko zdravljenje pri bolniku, ne? Kaj mora, naprimer, danes napisati, odklikati ali ne vem kaj, glede na uspešnost, da nima enega posega. Pa če bo po novem, ne? Recimo, da bo pa moral pa še toliko bolj, recimo, opisati zadevo. To mora biti, če lahko, kako bo v praksi v resnici to izgleda implementacija. Najboljše, da kar nacionalni razpis 2010 poveš, kako je bilo. Če smo, to smo že imeli. Prvi poskus uvajanja kazalnikov kakovosti oziroma na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave je bil leta 2010-2011, kjer smo naredili za nekatera področja, kot je recimo hernija, kolk, koleno, krčne žile. Ja, smo naredili nacionalni razpis na Zavodu za zdravstveno zavarovanje, je dal nacionalni razpis, da so izvajalci lahko prejeli sredstva, dodatna sredstva za izvajanje teh programov, so morali spremljati izide zdravljenja pri pacientih. Seveda takrat nismo imeli ustrezne informacijske podpore, zaradi česar so rezultati niso bili tako dobri oziroma niso bili tako natančni, kot bi si želeli. Vsekakor so pa morali izpolniti izvajalce za vsakega pacienta in tudi pacient je pri tem sodeloval, je svojega vidika izpolnil nekatere vprašalnike, s katerimi smo pokazali njegov vidik plus klinične kazalnike, kako se mu je zdravje izboljšalo z nekim določenim posegom. Se pravi, recimo pred operacijo kolka je izpolnil določene vprašalnike, naprimer ECO5D je en takih vprašalnikov, ki izmeri zdravstveno stanje pacienta in potem je isti vprašalnik izpolnil tudi v določenem časovnem zamiku po posegu. Tako da smo videli, kakšna je dejanska vrednost tistega zdravljenja oziroma posega za pacienta. Se pravi, ta izid ne vključuje samo nekega zadovoljstva ali karkoli, to je čist druga stvar, ne? Gre za dejansko spremembo v zdravstvenem stanju, v zdravju, kaj je pridobil nekdo. Ali mu je operacija kolka pomagala, da lažje hodi, da ima manj bolečin in v tem smislu. Ne? Zdaj za vsako bolezen, kot je Petra rekla, res govorimo tu o nekih področjih zdravljenja, recimo koronarna bolezen bi bila en tak primer ali pa diabetes, sladkorna bolezen. Ne? So pač, obstaja nabor kazalnikov v mednarodnem prostoru, ki izmerijo vsa področja, ki so za zdravje pomembna, kot jih vidi pacient. Se pravi, del tega izpolni pacient, del tega pa zdravstveno osebje. Se pravi, gre za neko kombinacijo vidika pacienta in vidika zdravnika. Ampak potem se neha, ne?
Potem se je ta nacionalni razpis seveda nehal. En razlog za to je bil, da ni bilo, da v bistvu kot glavni cilj nacionalnega razpisa takrat ni bil zbiranje kazalnikov kakovosti, pač pa neka uvedba konkurenčnosti in tudi znižanje cene. Kazalnike kakovosti so bili pa kot nadgradnja, da jih prvič pripeljemo v sistem in preizkusimo. Bi bil kot neko pilotno uvajanje tega koncepta. Seveda pa posledično, a ne, tudi niso bili ustrezno informacijsko podprti in smo potem dobili vse vprašalnike nazaj v papirju, če si predstavljate, kar nekako ni dalo nekega zagotovila, naprimer, da je bil vprašalnik po zdravljenju izpolnjen na točno tisti datum, ko naj bi bil, naprimer 14 dni po posegu. Zdaj, če ga je nek izvajalec po operaciji okolka izpolnil prvi dan, nekdo pa 14 dni po operaciji okolka, je seveda bila razlika takšna, da rezultatov nismo mogli ustrezno primerjati in zato tudi se je v bistvu na tej ravni nekako se stvari potem ostavile. Z tega vidika je informacijska podpora res ključna, ker motivacija NAUTES tima bo predvsem odvisna od tega, ali bodo ljudje, ki bodo to delali, tudi dobili feedback, ne? Ker to je ena taka velika nefinančna spodbuda, to je poklic, ne? V zdravstvu so ljudje, jih notranja motivacija vodi, ampak za notranjo motivacijo seveda je pa treba tem ljudem, ki se trudijo na tem področju, dati povratno informacijo, ne? Če smem dodati, jaz sem v vašem vprašanju zaznala, da si predstavljate, da gre seveda potem za izpolnjevanje nekih formularjev. V bistvu je večina teh podatkov že dostopnih v kliničnih podatkih o pacientu, samo ta postopek mora biti tako informatiziran, da že od teh podatkov, ki jih zbiramo za obravnavo pacienta, dobimo z določenim preračunom, upoštevanjem pač dejansko ven kazalnik kakovosti. Da ne gre za dodatno delo, pol ure posega, potem pa 1 uro izpolnjevanja nekega formularja. To je danes v informacijski dobi zelo nesmiselno. No, tudi recimo rezultati iz tujine kažejo, da se je z ustrezno informacijsko podporo zdravstvena obravnava skrajšala, če je bil uveden NAUTES. Kljub tej recimo dodatnim zbiranju kazalnikov in to zato, ker je bil pretok informacij fokusiran na pacienta in je imel celoten tim in celotna obravnava je v bistvu krajša. Še kakšno vprašanje? Ni? Potem se vam, spoštovani kolegi novinarji, najlepše zahvaljujem za udeležbo na današnji novinarski konferenci, prav tako vsem današnjim govorcem na novinarski konferenci in s tem zaključujemo in vam želimo uspešen dan še naprej.